go. Dobrodošli v družbi Sportkluba, dobrodošli v družbi Prve lige Telemach. Predstavljamo vam prvo epizodo nove sezone magazina Pod prečko. Po dobrih 15 letih se je domov vrnil Haris Vučkić, ki ga bomo obiskali v Domžalah. Iz Domžal v Newcastle, v tako velik klub, tako organiziran, pogoji, ne vem, koliko so imeli igrišč, 7-8 igrišč. Odšli bomo tudi v Radomlje in v novi rubriki 10 kratkih s trenerjem bolje spoznali Darjana Slavica. Poimensko ga nimam, imam pa simpatije do trenerjev, ki gojijo napadalni nogomet. Dovolj časa bomo imeli tudi za nov izziv Pod prečko. Sprehodili pa se bomo še čez zgodovinsko evropsko poletje slovenskih klubov. Nova sezona Prve lige Telemach se za Domžalčane ni začela, kot so si želeli. Serija slabih rezultatov je prinesla trenersko menjavo, po kateri bo ekipa iskala boljšo formo. Ob slabih rezultatih pa se je pri rumeni družini zgodil tudi izjemen povratek domov. V klub, kjer je začel svojo kariero, se je namreč vrnil nekdanji čudežni deček slovenskega nogometa Haris Vučkić. Razloge za povratek domov je opisal tako. Z ženo so se usedla in so naredila plan A, plan B. Nekako še vedno sem hotel v tujini, vsaj 2 leti, še 2 sezoni odigrati. Ampak nekako ponudbe, ki smo jih dobivali, niso bile prave. Takoj, ko dobiš ponudbo, noter v srcu vidiš, a je ali ni. Tako da to največ tudi iz tega razloga, družinskega, 3 hčerke imam. Tale najstarejša že bo šla v 3. razred, tako da je zdaj že tudi počasi z te strani malo bilo, smo gledali ne samo nogometne, ampak tudi pač družinske in drugi razlogi so bili za odločitev, da se vrnemo nazaj. Glede na renome in leta ter kvaliteto je marsikdo pričakoval, da se bodo zanj zagrebli vsi slovenski prvoligaši. Je bilo temu tako? Imel sem neke pogovore tudi z Muro, nekaj je bilo tudi s Celjem. Imel sem pa sestanek z Domžalami. Iskreno sem jim pač tudi povedal, če bi bilo Celje, Olimpija, Maribor, realno je pač v tem trenutku so to 3 klubi, ki so tudi kontenderji za naslov, pa Evropa se igra, to je ena druga dimenzija. Vsi ostali klubi so rekel, če bom ostal v Sloveniji, bom igral za Domžale. To so bile moje besede, tako da je to. S povratkom v Domžale je sprejel vlogo mentorja, ki pa zanj ni povsem nova. Bil sem veliko v tujini, 16 leto v tujini, skoraj pol svojega življenja sem delal v tujini, tako da sem si nabral določene izkušnje. Tako da ja, to zdaj nekako sem tudi dal vse v glavo, da probam čim več pomagati mladim fantom s svojimi izkušnjami, z nasveti, normalno pa tudi na igrišču bi rad svojo kvaliteto pomagal. To je tudi primarna stvar, zaradi tega sem tudi prišel, da na igrišču pokažem svoje, ker ko si vzor na igrišču, potem je vse lažje. V prvi slovenski ligi je debitiral že pred dopolnjenim 16 letom starosti. Domžale so bile takrat zaradi tega celo kaznovane. Se je sam zavedal, kako poseben je bil tudi zaradi tega dosežka. Iskreno ne. Zdaj, ko pogledam to vse nazaj, bi stvari zelo drugače dojemal. Veliko stvari se je to zgodilo vse na hitro. 15 let sem bil star, 2 tekmi sem bil v kadru. Ne spomnim se, mislim, da se sploh nisem pipnil žoge, ampak takrat smo bili kaznovani 6 pikami pa denarno kazen smo dobili. Ampak to je bila ena velika stvar, kar se tiče tudi osebne kariere, pa tudi
iz kluba Domžale, ko ti pride en 15-letnik pa debitira. Tako je bilo to tudi strani tujih klubov, so bili zainteresirani, tako da je bil tudi en marketing povezan s tem, tako da pametne stvari so bile v zadnji. Mediji smo ga hitro označili za čudežnega dečka. Kako je navkljub vsej pozornosti ostal tako prisrčno skromen in iskren? Kot sem rekel, jaz se sploh nisem obremenjeval s temi stvarmi. Jaz sem samo prišel, kako sem imel to v glavi, oddeli svoj trening maksimalno, ko dobiš šanso na tekmi, daj svoj maksimum. To je bilo nekako to moje vodilo. Normalno sem imel iz strani medijev veliko pozornost, ampak nekako sem probal. Imel sem tudi veliko podporo s familije, ki so me znali isto na realna tla hitro spustiti. Tako da sem jim dosti hvaležen s te strani, da so nekako, ker je bilo veliko te pozornosti, kot ste sami rekli, da sem ostal en normalen fant. Bil je kapetan slovenske reprezentance do 17 let, ko je prestopil v Newcastle United. Kakšni so spomini na prestop v ta izjemen klub? To je bilo 15 let, sem bil 16 let, sem bil star, ko prideš iz Domžal v Newcastle, v tako velik klub, tako organiziran, pogoji, ne vem, koliko so imeli igrišč, 7-8 igrišč, stadion, to je bilo pač vse čist nekaj drugega. Si se sploh znašel, kam moraš na trening, kako v garderobo? Pa sem, nekaj angleščine sem se zaznal, ampak se spomnim pa, ko mi je angleški trener, tako me je pripeljal, je rekel, now the hard work start. In jaz sem rekel, jaz sem že podpisal, ampak ne, kot sem rekel, težko je priti v tujino, ampak še težje je tam ostati. To so te besede, ki vam hotel meni povedati, da s trdim delom lahko edino ostaneš v tujini. Hitro treniranje in igranje v članski konkurenci je žal terjalo svoj davek. Poškodbe so močno zaznamovale Harisovo kariero. Kako se je soočal z njimi? Pa bilo je težko, ampak nekako vedno sem rekel, da se vse zgodi z razlogom. Bilo je te male nesreče s poškodbami, ta sezona, ko smo imeli primer Premier Ligo, Evropo, pa kupe. Jaz se prav spomnim, takrat to ne bom nikoli pozabil, smo bili na kosilu in zraven mene pride trener Pardio in rekel, to sezono bo še odigral 25 tekem do 30, računam na te, samo bo pripravljen. Jaz pa čez dva tedna križne. In takoj ti gre ta sezona, tako da to so, kot ste rekli, več bi sigurno odigral tekem. Normalno potem ti tudi cena raste, več imaš spoštovanja tudi strani drugih klubov, tako da vse bi bilo drugače normalno, tudi če ne bi bilo poškodb. Več kot pol življenja je preživel v tujini, živel je v 7 različnih državah. Kje je z družino najbolj užival? Nizozemska. Nizozemska je bila nekako najbolj organizirana država, kar se tiče tudi ven nogometa. Tudi sami pogoji za nogomet, za treniranje so bili top, dober stadion. Na Nizozemskem sem se tudi začel dosti učiti o svojem telesu, o prehrani, o individualnih treningih, kaj treba vse narediti, da ostaneš pripravljen optimalno. Pa tudi Španijo bi izpostavil za dobro življenje. Za slovensko reprezentanco je odigral 12 tekem in dosegel 5 golov. Tudi tukaj so ga zaustavile poškodbe, ki so mu preprečile, da bi postal nosilec igre. Iskreno povem, bilo je malo grenkega priokusa, ker sem gledal svoje prijatelje, ki igrajo, ker sem pa z njimi igral tudi v 17, v 21, vse generacije smo dali čez. Lepo je bilo pač videti, da se je Slovenija spet uvrstila na Evropsko prvenstvo. Normalno bi bil red zraven, ampak odločitve v življenju te odpeljajo v kakšno drugo smer. Jaz sem šel takrat tudi na Tajsko. V reprezentanci malo gledajo drugače, ko greš v Azijo ali pa v Saudijsko Arabijo. Tako da, kot sem rekel, vse se zgodi z razlogom. Top oddelan Evropsko prvenstvo, lepo smo pokazali naše barve, tako da vse pozitivno. Po vseh letih napornega treniranja, igranja doma in v tujini, grnkih izkušnjah s poškodbami, je Vučkič še vedno zaljubljen v nogomet. Kako danes gleda na najlepši šport? Dosti stvari gledaš drugače, prej je bilo, ko si bil mlajši. Samo da oddelam trening, da odigram dobro, da je plača redno in imaš neke svoje druge skrbi, zdaj sem pa oči, mož,
ko prijem z treninga, treba se tudi po hčerkam posvetiti, ženi, tako da so tudi ene druge stvari v mojem življenju, ki so zdaj še bolj pomembne, kot pa sam nogomet. Haris, hvala za pogovor in veliko sreče v domžalskem dresu. Zakaj ste postali trener? Zaradi ljubezni do te igre. Kdo je vaš trenerski idol? Poimensko ga nimam, imam pa simpatije do trenerjev, ki gojijo napadalen nogomet. Najlepši trenutek v trenerski karieri? Ko sem postal trener Radomelj, prve ekipe. Najtežji trenutek v trenerski karieri? Nimam ga. Najboljša nogometna tekma z taktičnega vidika? Dobro, bilo jih je več z taktičnega, bolj atraktivno smo rekel, ajde, vzamem tisto finale Lige prvakov, AC Milan proti Liverpoolu, ki sem prej obratil, tako. Kakšen je vaš dan tekme? Maksimalna koncentracija na tekmo. Ja, če sem doma, pa mogoče kakšen sprehod, da malo odmislim, ampak potem pa ja, maksimalna koncentracija, se dobimo s trenerskim štabom normalno, tako da neki ritual, ja. Zmaga s 5-4 ali z 1-0? 5-4. Napadalen nogomet. Koga bi raje imeli v ekipi? Prvega strelca ali najboljšega vratarja lige? Prvega strelca lige. Kako se spopadate s pritiskom in stresom, ki ga prinaša nogomet? Smo to nekako odmislili smo enostavno in se fokusirali na naše dobre lastnosti. V čem je vaš klub najboljši v ligi? V povezanosti, v majhnosti, skromnosti. Mislim, da je to. V nadaljevanju spoznali boste nov izziv pod prečko in podoživeli zgodovinsko evropsko poletje slovenskih klubov. Nova sezona magazina Pod prečko in obiskali smo Fazanerijo, ob meni pa je Tilen Štenjavič. Tilen, pozdravljen. Pozdrav. Kako so potekale priprave na sezono, kakšna je forma? Pa priprave so bile težke, kar je tudi normalno, ampak mislim, da smo delali pošteno, dobro priprave in lepo je videti, da smo prvo tekmo pred polnimi tribunami zmagali, zdaj pa samo upamo, da bomo tako nadaljevali. Ja, na prvi tekmi je bilo nekaj rezultatskega pritiska, tudi danes pa bomo mi naložili nekaj pritiska. Pripravili smo poseben izziv za novo sezono magazina Pod prečko. Si spremljal kaj prejšnje sezone? Ja, ciljanje prečke sem spremljal, tako da upam, da se bom odrezal čim boljše. Ja, zdaj v tej sezoni imamo pa ciljanje gola, v bistvu iz te gol črte. Gremo vse od 5-metrskega prostora pa do kota. Ste se kdaj igrali kaj podobnega? Pa ja, mislim, da smo že od mlajših selekcij si trenirali nekaj takega, tako da upam, da se mu je dobro izkazal. Tista žoga na 5-metrski črti je 20 točk, naslednja je 10 točk, potem sta 2-5 in pa izbirna žoga 1 meter od gol out črte izven igrišča iz kota, s katero lahko podvojiš vse točke ali pa izgubiš 10 točk. Zmenjeno. Si pripravljen? Ja, sem. Potem pa gremo. Vso srečo. Hvala. Da vidimo, kako felšaš. Prvi bonus je že padel. 20 točk imaš. Uh, 30.
35. Ne, ide. Je. Ja, 40. Boš podvajal? Ja, podvajal. Tu je dobro ali še bolj? Ja, v redu, smo že nastavili. Ne, ja pa slaba. Pa smo na 30. Dobro, super. Tile nisi mu še ene mogel zadeti, da bi lahko že podpisali ta izziv. Ja, škoda, mislim, škoda, da je tu malo igrišče, mogoče bi pol zadev, ampak sem zadovoljen. Je preveč enostavno ali ti je vaš PR-ovec Miljan namignil, kaj moraš trenirati en dan prej? Mogoče mi je namignil in sem malo doma treniral, tako da ni najlažji izziv. No, vsaka čast, upam, da boš na koncu čim više, pa se seveda vidimo tekom sezone. Hvala, enako. Za nami je najuspešnejše evropsko poletje v zgodovini slovenskega nogometa. V boj za čast in slavo ter bogate denarne nagrade so se podali Bravo, Celje, Maribor in Olimpija. Izplen pa je po koncu kvalifikacij sanjski. Prvič smo v zadnjem krogu kvalifikacij navijali za 3 slovenske klube, prvič pa bomo tudi jeseni na mednarodni sceni pesti stiskali za 2 slovenska predstavnika. To sta Celje in Olimpija. Čez poletne evropske izzive slovenskih klubov se bomo sprehodili s fotozgodbo, ki jo začenjamo z Bravom. Šiškarji so se letos premierno predstavili na mednarodni sceni in pustili zelo dober vtis. V uvodnem krogu jim je žreb namenil valižanski Konas Kui, ki je na Žaku slavil z 1-0, Bravo pa si je napredovanje v drugi krog zagotovil v podaljšku druge tekme, ki jo je na koncu dobil z 2-0. Junaka sta bila Nemanja Jakšič in Matej Poplatnik. V drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo je zasedba Aleša Arnola najprej gostovala v Mostarju in navdušila, saj je z 1-0 presenetila Zrinski. Pod gol za zmago se je podpisal Matic Ivanšek. Povratno tekmo na razprodanem Žaku, ki je bila tudi zadnja za Bravo na tem stadionu, je žal s 3-1 dobil predstavnik Bosne in Hercegovine. Gol Milana Tučiča je bil premalo, ob številnih zapravljenih priložnostih pa se je zdelo, da so Bravo za preboj v tretji krog zmanjkale predvsem evropske izkušnje. Navkljub temu so se Šiškarji v svoji prvi evropski sezoni predstavili v zares dobri luči in si zaslužijo vse pohvale. Potep po Evropi nadaljujemo z našim najuspešnejšim klubom na mednarodni sceni, Mariborom. Vijoličasti so se v lov na prvo evropsko jesen po 7 letih podali v prvem krogu kvalifikacij za Evropsko ligo. Žreb jim je namenil Botev Plovdiv, ki je doma slavil z 2-1, v Ljudskem vrtu pa si napredovanje zagotovil z remijem z 2-2. Vijoličasti so se tako preselili v kvalifikacije za konferenčno ligo, kjer jih je najprej čakal romunski nasprotnik Universitata Craiova. Na domači tekmi z Romunije Maribor navdušil in slavil z 2-0. Sledilo je zahtevno gostovanje, 2 gola prednosti pa sta zadostovala za uvrstitev v naslednji krog. Na stadionu, krasnem stadionu, Ion Oblemenko je bilo zelo napeto, a sta Josip Iličić in Arnel Jakupović poskrbela za končni uspeh Maribora, ki je sicer na gostovanju izgubil za gol. Sledila je dramatična preizkušnja z Vojvodino. Na krilih Iličića in Sudanija je Maribor na domači tekmi prišel do prednosti z 2-1, na povratni pa je Vojvodina igrala zelo podjetno in izničila zaostanek ter izsilila 11-metrovke. Junak kazenskih strelov je bil Ažbe Juk, ki je zaustavil 2 poskusa Srbov. Na zadnji stopnički je žreb Mariboru namenil švedski Djurgården. Druga ekipa lige Allsvenskan je v Stockholmu izkoristila prednost domačega terena in vročekrvno publiko, na povratnem obračunu pa že v 4. minuti prek Denisa Hümeta šokirala vijoličaste in lepo poln Ljudski vrt.
Maribor je žal ostal brez odgovora, ostal brez evropske jeseni in se bo osredotočil samo na domača tekmovanja. Z nekaj zamika je svojo evropsko pot pričela Olimpija, ki je v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo igrala z ukrajinsko zasedbo Polisja. Ljubljančani, ki jih z roba igrišča vodi nekdanji zvezdnik madridskega Reala Viktor Sanchez, so hitro pokazali, da so zelo konkretno krenili v lov za drugo zaporedno evropsko jesenjo in Polisijo dvakrat premagali ter napredovali skupnim izidom 4-1. V tretjem krogu je zmaje čakal moldavski velikan Šerif. Ekipa slednjega je sicer glede na zadnje sezone povsem spremenjena, a to ne odtehta vseh mednarodnih izkušenj, ki jih premorejo Moldavci. Te niso zadostovale. Olimpija nas je navdušila z novima zmagama in brez prejetega gola skupnim izidom 4-0 napredovala v play-off. Zmaji so delovali vse bolj evropsko in konkretno, navijači pa so pred obračunoma z Rijeko upravičeno sanjali novo evropsko jesen. Gostovanje na Rijeki je bilo za Ljubljančane posebno. To velja tako za navijače, ki so spoznali zloglasno kletko na Rujevici, kot za igralce, ki so potrdili, da so sposobni tudi letos pisati prav posebno zgodbo. Izid 1-1 je bil na zahtevnem gostovanju sijajen. Sledila je povratna tekma in rapsodija zmajev. Zagotovo ni nihče ne napovedal, ne pričakoval, da bodo Ljubljančani še pred odmorom vodili s 4-0 in na koncu slavili s 5-0. Obračun je zaznamoval tudi incident gostujoče navijaške skupine Armada, a prekinitev tekme ni skazila velikega in zasluženega slavja. Olimpija je še drugič zapored v konferenčni ligi. Spisala je tudi zgodovino, saj se je prvič kot neprvak dokopala do evropske jeseni, za vse skupaj pa samo iskrene čestitke. Za konec pa še evropska pot aktualnega slovenskega prvaka Celja. Slednjo je zaznamovala tudi trenerska zamenjava, ki je, vsaj tako se je zdelo, pošteno ogrozila evropsko jesen. Pod taktirko Damirja Krznarja so Celjani skupnim izidom 7-1 ugnali estonsko Floro in na prvi tekmi s Slovanom iz Bratislave, ki se je na koncu prebil v sklepni del Lige prvakov, doma remizirali z 1-1. Nato je kot strela z jasnega udarila novica, da se v knežje mesto vrača Albert Riera. Na prvi evropski tekmi pod taktirko Španca je šlo narobe vse, kar si je slednji lahko zamislil. Slovan je od 15. minute naprej igral z igralcem več in dodobra napolnil mrežo Lovra Štublerja ter slavil s 5-1. Celjani so se preselili v kvalifikacije za Evropsko ligo in skušali evropsko jesen potrditi proti irskemu predstavniku Shamrock Rovers. Vloga favorita je bila jasna. Grofi so jo na prvi tekmi potrdili in na razriti zelenici stadiona z Dežele slavili z 1-0. Minimalna prednost žal ni zadoščala, saj so Irci doma izid preobrnili in po podaljšku napredovali ter Celjane pahnili v play-off za konferenčno ligo. Zadnji nasprotnik Celja pred zgodovinsko uvrstitvijo v sklepni del evropskega tekmovanja je bil armenski Pjunik. Albert Riera je v slabem mesecu dni pošteno oklestil zasedbo in se na gostovanje v Armeniji odpravil z vsega 16 igralci. Celjani na prvi tekmi niso navdušili, domov so se vrnili z golom zaostanka. No, prav na takšnih tekmah, kot je bila povratna, pa se rojevajo junaki, o katerih se govori še dolga leta. Riera je pred odločilno tekmo uspel predramiti svoje fante, ki so Pjunik porazili 4-1 in se podpisali pod največji uspeh v več kot 100-letni zgodovini celjskega kluba. Čestitke so na mestu. Celje in Olimpija sta torej kluba, ki bosta v Evropi igrala tudi jeseni. Vsakega čaka po 6 tekem, 3 doma in 3 v gosteh. Za konec te zgodbe pa preostane le še seznam obračunov obeh slovenskih predstavnikov. In ne pozabite, Ligo prvakov, Evropsko ligo in konferenčno ligo boste lahko tudi v sezoni 2024-25 spremljali na kanalih Sportkluba.
To je za prvič vse. Hvala vam za vašo pozornost. Uživajte v nogometnih prenosih na Sportklubu in prisrčen pozdrav do prihodnjič.